Najlepša hvala, Vlado, za ta uvod. Veliko je bilo superlativov slišati o borzi terjatev zdaj v temle govoru, pa jaz se bom pa skušal postaviti v malo bolj pohlevno vlogo in v tej moji kratki predstavitvi pokazati, kako se je ideja borze terjatev začela, pa mogoče par preprek pa ovir pa kamnov, ob kjer smo se spotaknili na celi tej poti. Ker po mojem, da se vsi podjetniki, tudi tisti, ki zdaj delate oziroma pripravljate kampanjo na platformi Konda, dobro zavedate, da pot ni vedno najbolj gladka. Torej, kako je bilo na začetku, oziroma dostikrat me ljudje vprašajo, pa kakšna super ideja za borzo terjatev, organiziran trg poslovnih terjatev, kako ste se pa to sploh spomnili? Torej, takole. Enkrat sredi noči ob 3 po noč nisem mogel spati in sem mojemu kolegu Tomiju Šefmanu pa Mateji Šefman pisal en mail, a ne bi bilo fajn imeti eno spletno platformo, kjer bi lahko podjetja kupovala pa prodajala terjatve, da bi bil transparenten, organiziran trg. Pa še celo napisal sem, to bi bilo za crkniti enostavno narediti. In dejansko tako se je tale zgodba začela. Potem, ko sva z Tomijem hitro predebatirala in ugotovila, da to je pa res strašno dobra ideja, smo hitro registrirali podjetje Borza terjatev, dobila sva najinega prvega zaposlenega Gašperja Ranta, ki ni v nobeni sorodstveni povezavi z mamo, in smo začeli delati našo platformo. In zelo redki so tole videli. To je praktično poslovna skrivnost naše firme, to je naša stara pilotna platforma. Pravijo, da startup podjetja, ki lansirajo tako imenovan minimum viable product, če ga lansiraš prepozno, če te ni malo sram, ki ga lansiraš, ga prepozno lansiral. In gledano z današnjega vidika nazaj, kako je tole izgledalo, se včasih malo smejemo. Kot vidite, glede smo imeli take mavrične barvice, lepo barvan, kako je izgledala borza terjatev. Ampak dejansko prek tele platforme so se odvijale transakcije. Nismo še znali delati poravnave pa clearinga borznih poslov, ampak dejansko se je prek tega sistema za dobre 2,5 milijona terjatev že prodalo v tistem času. In v tistem času sva z mojim soustanoviteljem Tomijem seveda skušala zdanjati malo marketing z najnim omenjenim budžetom in če boste dobro pobrali, boste videli še tole iz leta 2012, torej 13.6.2012, članek v Financah, iz katerega je potem rezultiral en izjemen pik v obisku naše spletne strani, ki ga do danes še sploh nismo nikoli presegali. Torej, do danes še nikoli nismo imeli 613 obiskovalcev na naši spletni strani na en dan, ampak žal je potem cela zadeva takole razvodenela se. Namreč hitro sem s Tomijem ugotovila, da vkolikor človek nima časa, da bi se ukvarjal full time z startupom, zadeva ni izvedljiva in enostavno v tistem času, ko sva iskala financiranje pa poslovne angele, jih nismo uspeli dobiti. Tudi startup okolje v Sloveniji ni bilo še tako dobro razvito kot danes in ta ideja borze terjatev je za nekaj časa bila postavljena na hladno. In midva sva se takrat soočala z vprašanjem, kaj pa zdaj narediti. Zdaj preteklo je že 2 leta od takrat, ko sem to idejo imela. Nisva vedela, ali bova se lahko s tem še ukvarjala ali ne. In jaz se prav spomnim, junija 2014 smo imeli en tak težek pogovor, ko sva se pogovarjala, kaj bomo zdaj to prodali, prodajva pa se s tem ne ukvarjamo več. In dejansko sva že kontaktirala neka faktoring podjetja, pa jim ponujala borzo terjatev za neke male denarje. Potem, ko sem pa jaz pisal tisti mail, za to, da sem ponudbo dal za neko Tomijo, če bojo pa zavrnili, potem bomo pa dobila financiranje, pa jih bomo vse prekazali. In točno to se je zgodilo. Potem smo pa oktobra 2014 smo uspešno naredili dokapitalizacijo podjetja. Sredstva so nam takrat zagotovila 2 poslovna angela, Janez Klopčar pa Peter Ribarič, brez katerih danes borza terjatev v taki obliki, kot je, vsekakor ne bi bilo. In potem smo se spravili na redevelopment. Ugotovili smo iz te naše pilotne platforme, kaj so dejansko stranke želele, kaj je manjkalo tej platformi, katere so bile tiste ključne pomanjkljivosti. In novembra lansko leto lansiramo novo borzo terjatev. Tokrat v malo lepši preobliki.
In od takrat smo tudi aktivno na trgu in se pojavljamo in v zadnjih parih mesecih, kot je Vlado omenil, smo ponosni in srečni in veseli, da se nam dogaja hitra rast tudi priznanja strani raznih tekmovanj, pa tudi medijska pojavnost se je povečala, tako da smo zelo zadovoljni s tem razvojem. In če pogledamo, kakšno pot smo prehodili v tem času, tole je rast našega prometa na borzi terjatev v zadnjem letu. Tukaj vidite, zdaj smo v novembru lansko leto, smo približno 500 000 terjatev prodali prek našega sistema. Približujemo se že 300 registriranim članom borze. Po drugi strani privabljamo seveda tudi vlagatelje, ki prek našega sistema odkupujejo terjatve. Od začetnih nekih 200 000 evrov likvidnosti, s katerimi smo razpolagali, smo zdaj prilezli že na 1 300 000 evrov, ki jih vlagatelji redno uporabljajo za odkup terjatev. In pa uspešno smo v novembru zaključili tudi nov krog financiranja, kot je Vlado omenil, torej kampanja preko Konde, prek kjer smo zbrali 80 000 evrov. Poleg tega smo v novembru zaprli še tudi lastniško financiranje strani slovenskega podjetniškega sklada Fidelus Capital, smo prejeli 300 000 evrov, tako da smo malo lažje zadihali in zdaj s polnimi jadri plujemo naprej. V vmesnem času smo se pa pojavljali tudi po različnih startup dogodkih, aprila letos na Wolf Summitu v finalu, maja na Podium konferenci v Mariboru in ravno kar zdaj v decembru. Moram reči, smo zelo ponosni, smo dosegli zmago v kategoriji Best Fintech Startup v okviru Central European Startup Awards. Ampak iskreno povem, da največje zadovoljstvo od vsega, ko pa delamo pri našem delu, je pa tako, da vsake toliko časa dobimo kakšen tak mail od naših strank. Ko nam naša stranka pove, da se ji res zdi naša storitev dobra in da je zelo vesela, da je našla borzo terjatev in da jo uporablja. In takih strank imamo vedno več imamo strank, ki redno uporabljajo naše storitve, ki jim omogočamo, da na hiter pa enostaven način pridejo v likvidnosti brez nekega nepotrebnega administriranja, brez nekih nepotrebnih dolgoročnih postopkov. Torej, naša stranka lahko na enostaven pa hiter način prodaja svoje terjatve prek spletne platforme. In še naši načrti za 2017, ko sem pisal tole prezentacijo, sem najprej naredil takle slajd, kaj so neke naše ključne točke, ki jih želimo doseči v naslednjem letu, ampak potem sem pa na koncu gotovil, da ljudi to niti ne zanima. Ključna stvar, ki jo želimo zagotoviti, je, da želimo stalno izboljševati našo storitev za stranke. Mi želimo biti najbolj možen, prijazen, najbolj dosegljiv dostop do financiranja za male in srednje velika podjetja, ki dostikrat imajo težave pri dobivanju klasičnih virov financiranja pri bankah, ker bodisi nimajo dobre bonitete, bodisi nimajo nekih inštrumentov zavarovanja, ki bi jih lahko ponujali in jih banke dostikrat enostavno zavračajo. In z borzo terjatev si lahko podjetja, ki drugače poslujejo recimo z dobrimi dolžniki, ki plačujejo, ampak imajo dolge plačilne roke, si lahko dejansko skrajšajo valuto svojih faktur iz 30, 60, 90 dni na en dan. In to bomo skušali delati še naprej. Letos smo uvedli še dve novosti, torej tihi odstop terjatev za naše stranke, ki omogočajo v bistvu prodajo terjatev brez obveščanja dolžnikov. Omogočili smo tudi možnost investiranja v terjatve za fizične osebe prek naše hčerinske družbe in za naprej si bomo vsekakor še prizadevali, da bomo ostali zvesti temu, da smo mladi startup, torej da skušamo se diferencirati od ostalih ponudnikov finančnih storitev ravno na način, da smo bolj fleksibilni, bolj dostopni in hitrejši. In to je z moje strani vse. Hvala lepa.